Na današnji novinarski konferenci Gradbeništvo po epidemiji koronavirusa, pomen vključenosti slovenskih izvajalcev v domače gradbene projekte. Po epidemiji koronavirusa prihaja kriza, z njo pa brezposelnost. Sindikati poudarjajo, da je tudi zato pomembno, da so slovenske gradbene projekte vključeni domači izvajalci. Naši govorniki so, če jih predstavljam na začetku moje desne imeni, gospod Franc Niger, predsednik Sindikata delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije. Potem lep pozdrav gospodu Oskarju Komacu, sekretarju Sindikata delavcev gradbenih dejavnosti. Lep pozdrav gospodu Jakobu Kočevalšku, predsedniku Konfederacije sindikatov Slovenije, Pergam, in gospod Anton Turk, predsednik cestnega gospodarstva Slovenije pri Konfederaciji Pergam. Pa najbolje, da začnemo, in bi prosila za prvo besedo gospoda Oskarja Komaca, sekretarja Sindikata delavcev gradbenih dejavnosti. Hvala, dobrodošli v stavbi Doma sindikatov, ponovno tako v živo. Torej, kot smo vas že večkrat seznanili, smo v gradbenih sindikatih bili vedno kritični do nelojalne konkurence v gradbeništvu, do rušenja socialnih standardov, do dumpinga, ki se dogaja na tem področju. Zato smo z predlogom zakona o izvajanju pomembnih investicij v Republiki Sloveniji pravzaprav zelo zadovoljni. Ključna določba, za katero smo se tudi v sindikatih potrebeli, da se pri javnem naročanju pri večjih investicijah, ki so večje kot 5 milijonov, obvezno uporabljajo smernice Evropske komisije o javnem naročanju. Te pa govorijo, da tiste tretje države, se pravi države izven Evropske unije, ki nimajo podpisanega sporazuma z Evropsko unijo, so lahko izločene pri javnih razpisih. Tukaj gre seveda za neko določeno recipročnost. Seveda vse države Evropske unije lahko sodelujo pri razpisih v Sloveniji, tudi nekatere tretje države. Glede na aktualne razmere je pa seveda treba ugotoviti, da ta uredba, te smernice ne omogočajo udeležbe turških pa kitajskih podjetij na javnih razpisih v Sloveniji, to pravi na razpisih, ki so večji kot številko, katero sem omenil. Zdaj, težava, ki smo seveda mi vedno videli, je bila ta tako imenovani dumping, namreč v Sloveniji veljajo kolektivne pogodbe, ki določajo vsaj nek, bom rekel, nivo pravic in obveznosti. Seveda, želeli bi si, da je ta nivo bistveno večji kot je. Dejansko pa ta podjetja, ki z napotenimi delavci iz tretjih držav, potem prihajajo k nam, niso zavezani niti k tem minimalnim standardom. Seveda, s tem se iz države odvijajo tudi vsi davki in prispevki, odvijajo se plače kot take, pripelje se v državo materijali iz teh držav, namesto da se ga nabavlja v naši državi, oprema, mekanizacija, in so potem seveda tudi multiplikativni učinki, katere stalno govorimo, praktično nič. Tako da mi smo zadovoljni s tem predlogom. V zadnjem tednu nam je pa uspelo še, da smo z amandmajem, ki je včeraj na odboru za infrastrukturo potrjen za 13:0, moram reči, tukaj tako opozicijske stranke tukaj niso videle kakršnikoli težav, in se v nekem smislu vsem skupaj za to zahvaljujem. Vnesle še dodatno odločilo, da je potrebno pri javnem naročanju v investicije, po kateri danes govorimo, spoštovati kolektivno pogodbo gradbenih dejavnosti. Praktično to pomeni, da bo s kolektivno pogodbo, glede na to, da je delež javnih investicij v vseh investicij okrog 60%, velik del zaposlenih v gradbeništvu pokrito z kolektivno pogodbo, da jo bodo morali izvajati, ker problem, katero smo že pred časom večino že debatirali, je ta, da mi nimamo razširjene veljavnosti kolektivne pogodbe, in ta velja samo za tista podjetja, ki so člani enega ali drugega
gospodarskega združenja, se pravi združenja delodajalcev ali pa gospodarske zbornice. Za to določbo, za tem amandmajem je ta zadeva v bistvu v veliki meri urejena. Zakon bo jutri obravnavan v državnem zboru. Verjamem, da ne bo težav za sprejemom. V soboto je eventualno možno še, bo zasedal še državni svet, da se tudi sam član državnega sveta ne vidim realne možnosti, da bi bil na to izglasovan veto, tako da v bistvu zakon s prvim ponedeljek za 1.6. bo zato začne še veljati. Hvala lepa. Prosila kar naprej za besedo gospoda Franca Niderja, predsednika sindikata delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije. Pozdrav vsem prisotnim tudi z moje strani, kot je že sekretar povedal, so se ene stvari. Prej izpošljeno, da se zavezali izvajalci in podizvajalci spoštovati kolektivno pogodbo, podajno le sekretarsko zavezal na razširjeno veljavo. Bilo je potrebno spremeniti zakon o kolektivnih pogodbah, znižati kriterije, ki so pogoj za razširjeno veljavo, tako da bili pokriti vsi delavci gradbene dejavnosti, ki so to kolektivno pogodbo, sedaj pa še vedno del, ki se to kolektivno pogodbo ne pokriva. Zdaj bi se pričakovalo še nekaj kooperativno strani KZS-ja, ZDS-ja, da se skupno to na ministrstvo delo družine in socialne zadeve za enake možnosti poskuša uskladiti in pripraviti predlog za spremembo zakona o kolektivnih pogodbah. Pa tudi paritetni skladu, da se potrebno bilo dotakniti še na neki način, ker še vedno zadeva ni stekla, ne? Oziroma, kako je to urejeno s temi državami, malo delavci varnost, potem tu prije do stečaja oziroma izguba zaposlitev, delodajalci pa nimajo težave, kako zagotoviti denar za tiste termine, tam so tudi plačuje del sredstev namenjenih zaposlenim v času dopusta. To delodajalci plačujejo z nekimi prispevki skozi vse leto. To je lepo urejeno v sosednji Avstriji, kjer smo tudi pri njih posvetili na obisku in smo zadevo predstavili še da. Zato je to bilo treba prebiti za naše škole. Hvala lepa. Hvala lepa, lepo pozdravljam tudi v mojem imenu. Moram reči, da sam izražam zadovoljstvo nad tem, da je bil včeraj na odboru državnega zbora sprejet amandma k zakonu o spravi ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19, s katerim je na podlagi predloga sindikatov koalicija pripravila amandma, odbor ga je sprejel soglasno, dejansko naredila velik korak k temu, da se prepreči socialni dumping v postopkih javnega naročanja, na katerega sindikati opozarjamo že dolgo časa in ocenjujemo, da je skupaj z uporabo smernic Evropske komisije sodelovanja tretjih držav v postopkih javnega naročanja, to seveda zaposleni izjemnega pomena. Vsi zaposleni, ki bodo sodelovali v izvedbi teh investicij, tako zaposleni pri izvajalcih, kot poudarjeni tudi pri podizvajalcih, bodo namreč deležni tistih pravic kot minimalni standard, ki velja v kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti, kar pomeni, da tisti, ki se bodo prijavili na te javne razpise, na teh razpisih ne bodo mogli sprejeti spekulacijo o tem, da bodo ceno dela na račun delavskih pravic postavljali nižje, kot je določena v kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti. Gradbeništvo je v praktično vseh krizah v zgodovini v povezavi z investicijami igralo izjemno pomembno vlogo. Tudi tokrat ocenjujemo, da bo enako, to se kaže tudi iz paketa pomoči, ki se pripravlja na evropski ravni in tudi svežnji zakonodaje, ki se sprejema in ne nazadnje usmerjen v to, da bi se investicije v čim večji meri zagnale. To ima številne multiplikativne učinke, ne zgolj za gradbeništvo, ampak tudi za dejavnosti, ki so povezane z gradbeništvom.
bi jaz zaključil in predal besedo. Hvala lepa. Hvala, to je tudi moje imeno. Zadnji so moji kolegi v bistvu povedali vse. Pozivil samo na en vidik tretjega gospodarstva, se pravi za glavno infrastrukture, ceste in pa železnice. To uporabljamo vsak dan, v tem pripravi investicij, ki je navedla vlada in večin dobršni del tega izpadlo. Jaz mislim, da bodo verovni to malce popravljane. Računam tudi malce na vašo pomoč, da nam uporabniki teh cest. Investicije, seveda so bistveni del tega programa, da želim, da jih zaženemo čim hitreje, da vidimo, kako je bilo po zadnji krizi za gradbeništvo, da se tega sve naučili. To je vse, bom rekel, z moje strani. Hvala lepa. Upam, da se ga prav razumel, če ne boste popravila. Torej, gre za to, da kolektivna pogodba Gradbeništva še nima razširjene veljavnosti. Velja samo za tista podjetja, ki so, to je po zakonu kolektivnih pogodb, ki ga tako že nekaj časa hočemo spremeniti, velja samo za tista podjetja, ki so člani ali gospodarske zbornice ali združenja delodajalcev. Teh je manj kot polovica. Oziroma, ne polovica podjetij, manj kot polovica zaposlenih je pri teh podjetjih, tako veleva zakon, da bi lahko šli na razširjeno veljavnost. S tem pa v bistvu ne preprečimo potem socialnega dumpinga, ne? Mislim, tudi v smislu, ne vem, da bomo uvažali nizko ceneno delovno silo iz drugod. Glejte, torej, seveda, dumping pri javnem naročanju gradbenj s tem zakonom je preprečen v smislu, kot sem prej rekel, da smo uspeli donesti, da je pač potrebno, da morajo izvajalci in vsi podizvajalci na nekem gradbišču, ki gre za neko javno naročilo, spoštovati določbe kolektivne pogodbe. Izpod tega nivoja pač nobeden ne sme. Ta kolektivna pogodba določa kaj? Naprimer, določa tudi minimalno urno postavko za gradbene delavce, ker mene zanima tisti najšibkejši del. Ja, se strinjam, tarifni del je najšibkejši del. Žal, bom rekel, z vsemi delodajalci, oziroma za vse dejavnosti, nismo uspeli do danes še dogovoriti, če temu rečem, realne cene dela. Osnovne plače po kolektivni pogodbi dejavnosti so približno okrog 500 evrov, kar je bistveno manj, kot je minimalna plača. Mi smo že vsako leto poskušamo priti do tega, da bi bila vrednost prvega tarifnega razreda, če bomo tako rečem, enaka minimalni plači. Za spremembo zakona o minimalni plači, ker so bili vsi dodatki izločeni ven, je to v bistvu še bolj realna oziroma objektivna možnost. Ker zdaj noben delavec ne sme dobiti plače, ki je nižja od minimalne plače, plus dodatki na minimalno plačo. Tukaj do zdaj smo bili z delodajalci zelo narazni, jaz smo veljavno za vse dejavnosti, ne samo za gradbeništvo. In jaz, kot sem rekel, kot je bilo že prej v uvodu rečeno, računam, da zdaj, ko se bomo rekel, poenotili ti standardi, da bomo tudi lažje z delodajalci se dogovorili, ker bodo pač vsi morali spoštovati na nekem gradbišču neke minimalne standarde. Paradoks je pa v tem, da delodajalci ne pristajajo na dvig osnovnih plač po tarifnih razredih, plače v podjetjih pa imajo že dejansko v veliki večini takšne. Ampak z raznimi izgovori, ki so več ali manj vsi za lase privlečeni, če tako rečem, blokirajo v bistvu ta postopek. In seveda zdaj se nam dogaja tako imenovana kompresija plač, da imajo 940 evrov plus dodatke morajo vsi izplačati, in potem v bistvu so porušena razmerja med temi plačami. Vi imate danes v gospodarstvu v pasu od 940 do 1100 evrov bruto, 60-70% zaposlenih tukaj noter. In tle je treba, bom rekel, v teh dogovarjanjih, o katerih govorimo, popraviti te razmere, ampak za nas je pa ključno, da to, kar se dogovorimo, da bo veljalo za vse, ki delajo na nekem določenem gradbišču, kjer je naročnik država. Recimo zanimivo eno dejstvo, ker sem že poveseli, da včasih se govori o tem, da zdaj bo pa, ne vem, gradnja dražja, ker bo manj konkurence in tako naprej. To preprosto, pri javnih naročilih to preprosto ne zdrži. Vi, če gledate en projekt, ki je recimo vreden 100 milijonov, se direktno 20 milijonov vrne skozi davke in prispevke v državni proračun.
Pravi, tudi če je gradbeno podjetje 20-25% dražje od nekega tujca, je to za državo še vedno boljše. Plus tega se plače, ki se izplača, približno polovica so stroški dela v takem projektu, plače, ki se zaslužijo, se porabijo v Sloveniji, se pravi, govorimo o multiplikaciji, ki ljudje lahko potem trošijo v državi, kupujejo dobrine in tako naprej. Material se kupuje v državi, zopet na material je vezano toliko proizvodnje. To so ti multiplikacije. Ker, če imate vi pa konkreten projekt, ki gre ves denar ven, kot sem prej govoril, tako in drugače, potem multiplikacija nič. To je čisto po ekonomski definiciji, ne več kot je na inputih uvoza, manjša multiplikacija. To je pač preproste vlome, ki pač to pokaže. Pa se premikajo stvari tudi v smeri, da bi se splačalo slovenskim delavcem delati v gradbeništvu, ker smo videli, da je ravno ta socialni dumping prinesel to, da ne morejo... Seveda, mi zastonj govorimo o tem, da bodo šli naši otroci in tako naprej v gradbene poklice po takšnih pogojih, kot jih vidijo. Sej ljudje pa vidijo, kaj se dogaja. Ne? In potem seveda se čudimo, da ni vpisa v gradbene šole, tudi ne govorim samo v poklicne, tudi na fakultete. Mi imamo danes, ravno prej smo debatirali o tem izreden problem, da je zakonodaja ponesla termin tako imenovanega pooblaščenega inženirja in podjetja danes preprosto nimajo, zakon zahteva, da imajo gradbišče pooblaščenega inženirja, na trgu pa enostavno ni. Zdaj se zakonodaja nekako spreminja v smeri, da bi se podaljšalo to prehodno obdobje. Ampak to je neko dejstvo, če bodo pa ljudje videli neko svojo kariero, neko svojo ambicijo v gradbeništvu, na katerem koli nivoju že, potem se bodo seveda za to odločili. Ampak v takih džunglih, kot je vladala zadnjih 10 let, pa tudi že prej, je popolnoma jasno, da je situacija takšna kot je. Če lahko samo preparil del tega. Mi vidimo dejansko to spremembo, ki je zdaj v zakonu, dolgoročno pomembno ravno z tega vidika. Do zdaj je bilo to dejstvo, da so lahko tuja podjetja izvajala dumping v bistvu na teh projektih, dejansko tudi uvera za to, da bi se mi lahko dogovorili za višje plače in tudi druge pravice v kolektivni pogodbi za seveda zaposlene v slovenskih podjetjih, ki so člani delodajalske organizacije, v kateri ta kolektivna pogodba velja. Tako da ravno to je razlog, da bi se ta trend pa spremenil, da bi bili pa čist jasni glede tega, kaj je z veljavnostjo te kolektivne pogodbe. Kolega je povedal natančno, kolektivna pogodba danes velja po zakonu kolektivnih pogodba za člane delodajalskih organizacij, ki so podpisniki kolektivne pogodbe. S to spremembo zakona bodo k tej kolektivni pogodbi zavezani tudi tisti delodajalci, ki so izvajalci na podlagi javnih naročil, pa danes niso člani delodajalskih organizacij in bodo na podlagi zakona zavezani k temu, da bodo kolektivno pogodbo spoštovali. In tukaj ne gre samo za vprašanje plač, oziroma osnovnih plač, tukaj gre še za vprašanje višine dodatkov plačan, ki so pomemben del v gradbeništvu na pogoje dela, tukaj gre za vprašanje letnih dopustov, tukaj gre za vprašanje povračila stroškov v zvezi z delom, se pravi, da gre za celoten nabor pravic, ki bodo morali ti delodajalci, izvajalci in podizvajalci zagotavljati v enakem obsegu, kot jih zagotavljajo tisti delodajalci, ki so danes pa zavezani po zakonu o kolektivnih pogodbah, kolektivnih Torej tudi podizvajalci, super. Tudi podizvajalci. Koraku pravo smislu. In tudi tuja podjetja? Vsi izvajalci in podizvajalci, ki bodo izvajali projekte, ki bodo izbrani v postopkih javnega naročanja pomembnih investicij. Medtem ko bodo smernice uporabljive v vseh, mora biti uporabljene v vseh postopkih javnega naročanja. Samo še to. Kdaj to menite, da bo to veljalo tudi za vsa ostale slovenska podjetja, tudi tiste, recimo, te vemo, teka na državnih razpisih, ki kandidirajo, torej morajo poštevati to pogodbo, kdaj pa se vam bo uspelo dogovoriti za vse, da bo to veljalo? Zdaj, tisti projekti državni, ki predstavljajo pomembno investicijo, bodo že na podlagi tega zavezani. Glede vsega, za vse ostale projekte, se pravi, ki niso kvalificirani kot pomembne investicije, pa je naše prizadevanje, da dosežemo spremembo zakona o kolektivnih pogodbah, s katerim bi znižali prag
ki se v tem trenutku zahteva za to, da ima določena kolektivna pogodba razširjeno veljavnost, torej velja za vse delodajalce v Sloveniji. Toda zdaj, kdaj se te spremembe za kolektivni pogodbo prišlo, pa naše upanje je seveda to čist prej. Naš predlog je na SSR-ju že 2 leti. Ampak mogoče zanimivo, ne, ker se mogoče nekoliko navezuje na to, ne, da tisti pa, ki izvajajo zasebne investicije, ne, govorimo o zasebnih investitorjih v smislu, ne vem, Magna, Hoče, Jaskava, logistika na Brniku, industrijska cona v Logatcu, še bi lahko našteval, pa v bistvu noben zasebni investitor ne najema tujih izvajalcev. Vse te investicije so bile izvršene z domačimi izvajalci, ne, pa lahko verjamemo, da tisti, ki investira, bom rekel, svoj denar ali pa denar svojega podjetja, prekleto gleda na vsak evro, kako ga bo investiral in kaj bo od njega dobil. In tukaj ni, bom rekel, drugih kot samo domačih izvajalcev, tako da nam tudi to pravzaprav nekaj povedi. Kaj bo pa s turškimi izvajalci, Džengisi, kitajskimi, za nazaj se to verjetno ne da, ne? Ne, recipročnost oziroma retroaktivnost, seveda tukaj ne pride upoštev, pogodbe, ki so podpisane, se bodo pač izvedle. Dejansko te države, katere ste omenili, niso podpisniki tega sporazuma in niso navedeni. Ker so tretjih držav, mislim, da je 18 navedeni, se pravi vse države Evropske unije plus 18 tujih držav. Vendar med njimi ni Kitajske in Turčije, tako da v bistvu to za njih v tej situaciji pomeni, da bodo pač lahko izločeni iz javnih razpisov, ne vemo, da se mogo niti prijaviti. Neka pravna praksa je celo na podlagi smernic Evropske unije bila celo v Italiji, ker sta 2 ali 3 sodni spori padli na tej točki, ker so se naročniki sklicevali na te smernice, o kateri danes govorimo in so bili dejansko potem na podlagi tega tudi izločeni. Zdaj bo dal še en nov moment. S to svetovno epidemijo je svet postal malo manj globaliziran. Zdaj jaz se ne opredeljujem to dobro ali slabo, vendar trenutno ima Čengis težave na karavankah z prostega razloga, ker ne more pripeljati ljudi, ne strokovnjakov, ne materijala, ne opreme, ne strojev. Najevajo bolj neke podizvajalce, ki nekaj delajo na tem platoju, vendar ko bodo začeli iti v hrib noter vrta, bodo pač morali za svojimi strokovnjaki to začeti izvajati. In to so problemi, ki jih pred enim letom še ni bilo. Prej bo vse tako, se vsedam na avion, pa gremo, kjerkoli, svet je pač globalna vas, da nas je tukaj in tam. To se je zdaj v bistvu bistveno spremenilo, mislim, tudi država prepoznala ta realen problem. Ti podpišeš pogodbo z enim izvajalcem, ki je 10.000 km daleč in ta izvajalec zaradi zaprtih mej za nedoločen čas pač ne more priti tega izvajati. Zato je toliko še bolj pomembno. Gradbeništvo je tudi neka dejavnost, ki je običajno v svetu, tu ni neka izvozna dejavnost. Tu je storitev na domačem, več ali manj 90% storitev, ki se izvaja na domačem trgu. To, kar smo mi včasih tudi, ja, pa pejte, če ni tle dela, pa pejte delati, ne vem, v Pensilvaniju ali pa ne vem kam, to preprosto ne gre tako. Vse države, vsaj bom rekel, razvite evropske države v nekem smislu ščitijo svoj domači trg, posebno pod pogoji, če se uporablja davkoplačevalski denar. Kdo je tukaj v tej zgodbi nor, če samo tako rečem, da se davkoplačevalski denar ali na občinskem, državnem, evropskem nivoju, pa to že porablja za nekoga, ki pride 10.000 km daleč, naši ljudje bodo pa, ne vem, hodili po cestah, čakali na zavod za poslovanje, prejemali subvencije, dokler jim bodo prejemali tudi te, ne bodo večne, najdlje do konca leta se bo nekatere stvari financirale, potem se pa pač ne bodo več. A mislim, kršimo tudi kakšen evropski, ali ne vem, ali prakso, ali zakon v smislu, ker jaz sem slišala, da je to v bistvu ni običajno za Evropo, da bi prišli neki, ne vem, kitajski izvajalci s svojimi delavci vred, da je to enostavno, ne vem, ali je to res? Glede, zdaj gremo v eno področje pravzaprav strateških političnih odnosov, ali pa ne vem česa, ampak do zdaj seveda to ni bilo mogoče. So pa se prebili, veste, da Kitajci delajo most na Pelješec, investicija 500 milijonov z evropskim denarjem, za mene
norost, ampak tako je. Pripeljali so delavce, mislim, da jih je 600, ki so v nekem zaprtem taborišču, če rečem temu, ki so dobili v živo. Ladje vozijo cement pa železo iz Kitajske, se pravi, ničesar tam ne kupujejo. Tudi vodo, če hočete, za te delavce pripeljajo iz Kitajske, niti vode ne kupijo v tej državi. Ne? In to je ta multiplikacija, o kateri sem govoril. In seveda, te države imajo interes tukaj noter, ne? Ampak kot sem rekel, mislim, da bo pač morala Evropa geostrateško, najstrednje imate zdaj Ameriko, imate Kitajsko, Evropa je pa nekje vmes, ki še ni čisto jasno, kako in kaj ne bi se do tega obnašala. Mislim, da bo ta tukaj morala postaviti neke svoje standarde. Ti standardi so po našem mnenju pravi v to smer, kot so zdaj tukaj postavili. Še nekaj izčitite pač domače gospodarstvo, pa še nekaj, da domači delavci delajo. Ampak tudi znotraj tih domačih gospodarstv je nekaj delavcev, ki izgurno lahko rečemo, da so izkoriščeni in še vedno obstajajo tudi na socialni ravni. Kaj pa rečete na to in kako konkretno recimo lahko sindikati pripomogli k temu, da potem Sloveniji sploh ne bomo več na področju gradništva in socialni ravni? Ja, tako ste vam da res prej povdoril. Pomembna to razširjena delovne kolektivne pogodbe, to je sprememba zakona o kolektivnih pogodbah, v ti kriteriji iznižajo. Če nastopi razširjena veljava, pomeni, da so vsi, ki delajo v gradbeništvu, pride za to kolektivno pogodbo z enakimi pravicami, ki jih opredeljuje kolektivno pogodbo. Dokler ni razširjene veljave, je ravno to, kot ste vi rekla, ker niso vsi na enakih pravicah, niso enaki za enako delo, so to enako prejemajo različna plačila. Ali prejemaš plačilo po kolektivni pogodbi, ali pa je tisti kriterij samo minimalna plača. In zato bi želeli to razširjeno veljavo, da končno enkrat doseči, da so potem posliki vsi zaposleni v gradbeništvu gospodarstva, oziroma tudi vsi prihajajo na področje Republike Slovenije uprava gradbeništva. Pa tudi še v ostalih. V vseh panogah, ne? Jaz bi še nekaj dopolnil, ne? Mi že nekaj časov opozarjamo na to, da bi bilo potrebno v postopkih javnega naročanja, kar mogoče tudi obstoječi zakon o javnem naročanju, v večji meri dati poudarek socialnim kriterijem pri izboru ponudnikov. Nažalost smo temu do zdaj nismo bili kaj dosti priča, vedno se je, ali pa praviloma se je izbirali izvajalci na podlagi najnižje cene, ne pa na podlagi najbolj gospodarne ponudbe, kar je seveda velika razlika. Zakon omogoča izločanje neobičajno nizkih ponudb, ki imajo neobičajno nizko ceno. Tudi s temu se je relativno redko pristopalo, verjetno tudi zaradi bojazni, da bi potem državna revizijska komisija organizirala in razpravljala te izbore. Tako da mi ocenjujemo sicer, da v okviru obstoječega zakona o javnem naročanju bi lahko narediti z večjim čutom za socialne kriterije in večjim podarkom že danes preprečevali dumping v gradbeništvu, v kakšnih drugih naročilih, tako da te možnosti so, mi zato podarjamo, seveda pa tudi tam, kjer smo prisotni, skušamo zagotavljati to, da se na ravni delavskih pravic pač ne varčujejo. Hvala lepa. Vsako jesen in zimo imajo bakterije in virusi zabavo in pokvarijo vašo. Tantum Verde pomaga pri lajšanju bolečin in oteklin pri vnetju v ustni votlini in žrelu, na voljo tudi v obliki pršila in raztopine za grgranje. Zdravila Tantum Verde so na voljo brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.